Dober dan in dobrodošli v novi epizodi spletne oddaje Masterchef Kuhna, kjer gostim bivše Masterchefovce in s katerim bom v znamenju 10. sezone Masterchefa pripravljala kratke 10-minutne recepte. In danes je z mano lanskoletna finalistka Anja Fir. Anja, pozdravljena. Živja. Kako si? Odlično, hvala ti za povabilo. Ja, ni za kaj, nekaj časa te nisem videla, se mi zdi, da zdaj skozi nekaj migaš, nekaj kuhaš, pa sem te povabila, da prideš še k nam. Zelo lepo. Povej, kaj bova danes pripravljali? Htela si, da delamo neke zelo hitre obroke, pa mene vsi sprašujejo, ti doma ziher ful kuhaš neke ekstravagantne, pa sem tako, no ne, doma, ko si skuhaš neke ful na hitro, nekaj, kar ti je dobro, pa kaj imaš skozi par roki. Tako da bomo nekaj naredili, kar bi ja rekla, da ima skoraj vsak zdaj v hladilniku oziroma špajzi, in to bojo testenine amatriciana. To je ena taka, mogoče nadgradnja carbonare, recimo, brez jajčka, paradižnik. Paradižnik? Lahko rečeš tudi paradajz, bomo razumeli. Paradajz, špeh, sir, poper, pa malo čilija. Dobro. Da mu da karakter, taka ena simple omakca, špagetki. To je to. Velja. Zakaj si izbrala točno ta recept? Ja, tega dostkrat delam ga tudi dostkrat na delavnicah in so vsi navdušeni zaradi tega, ker je res enostaven in res okusen. Ok. Zaradi tega. No, mi dve bova pripravili, potem bojo pa gledalci to doma naredili, po tvojem receptu pa upamo, da se bojo javili, ne? Tako, pa tebe bomo naučili, pa boš povedala, če je simple ali ne. Mene boste naučili, tle sem zato, da me učite. Točno to. Ne vem, koliko veš, jaz nisem najbolj za v kuhinjo, no? No sej, tebe učimo zdaj v teh 10 minutah, ker tukaj ima pa vsak cajt, da si naredi nekaj za jesti. Ma. Voljo pa tudi imam, tako da kar povej. Zdaj nam že voda vreje, noter imamo soljeno, tako da krop. Vzeli bomo špagete in jih bomo dali noter in skuhali po navodilih proizvajalca. Zdaj, če imaš svoje špagete, če jih delaš, znate, da so malo hitreje kuhani. Te, ki so malo debelejre, bojo malo dlje cajta. Odlično, vidiš, kaj smo pravo ponovo zbrali. Zdaj pa timer. Gledaš na uro? Gledam na uro. Ok. Nožek, mi daš nožek? Čak, izbrala si ta nož. Ja, ta večjega. Tako. To si mi grdo podala, ampak ok. Se bom naučila tudi podajati nože. Neš moraš za tole podajati, da se pol komu kaj ne naredi. Tudi mati me je učila, da mora nož biti vedno dol obrnen, stran in vse, tako da nekaj vem, no, nekaj malega. No, lej, zdaj v glavnem prva stvar, ki jo moramo narediti, je to, da ja ponavadi uporabljam špeh domač, ker imam to doma in ne te slanince, pa malo več masti ima. In bomo zdaj to kot pri carbonari narezali na kocke, oziroma bom ja narezala. Pa bomo pol na ponvi popekli, da to spusti maščobico stran. Dobro. In pol bomo šle dalje. Tako da, znaš, kaj lahko ti med tem cajtom narediš, to boš pa znala. Povej. Vzemi tole za ribet. Ja. Pa vzemi eno posodo stekleno, pa boš sir noter naribala. Da. Skočim ven iz kadra. Spode imaš drugač posode. Sem ti že naštimala tle. Aha. Mi je ona naštimala, ampak... Ma seveda. Povej, kako letos spremljaš našo novo sezono? Ja, seveda. Povalce? Itak. Kako se ti zdi? Dosti luškan in drugač sem jim ful fovš. Si jim fovš? Da, fovš sem jim zaradi tega, ker imajo tako dobro špajzo in zaradi tega, ker imajo tako dobre in težke izzive. In bi kar ja rada noter šla spet malo, mislim, se sem bila, ampak bi šla tekmovati. Kateri izziv ti je padel v oko? Uni sladiščarski niti ne tuko. Čakaj, kaj so zdaj imeli? Uni z jajci mi je bil super. Veš, ko sem ti ne spomnila, kjer sem imeli, ampak znam, da so bili fodari. Kako pa je bilo? Ti si se v bistvu letos imela to možnost se vrniti in biti z njimi. Da, biti tekmovalka spet. Biti tekmovalka. Kako se je bilo vrniti v ta studio? A si podoživela vse? Valjda. Ful sem bila emocionalna, sem bila tako, no, oh my god, ja to kar ne morem. Ful sem bila živčna. Da, ker mi niso nič povedali, kaj bom ja kuhala. Znaš, in sem tako, no, okej, kaj pa če to ne bo bilo okej, ne? Pa sem bila, ne, Anja, itak da znaš. Anja, itak da znaš. Se pravi, si bila v bistvu v teh občutkih in tej vlogi kot lansko leto? Ja, valjda, se sem šla tekmovati, znaš. Isto je bilo v Mystery Box, nič nisem znala, noben mi nič povedal. In sem tako, no kaj da jaz zdaj nedoro naredim. Zdaj se predstavlja, da ja tam pridem, neka super finalistka, ne vem kaj. In pa je tako, no, kaj si pa ti to naredila? Joj, to bi bilo res slabo. Se pravi, je bil dvojni pritisk zate v bistvu, ne? Znaš, ko pač nekaj sem lani kao pokazala, ne? In zdaj moram pa spet nekaj pokazati.
Ja, normalno. To sem jaz noter dala. Nisem dala nobenega olja, nič tajega, zaradi tega, ker bo itak slanina spustila. Dobro. Tako da bomo zdaj to počasi Na malo manjšem ognju. na malo manjšem ognju, ampak vseeno, da je dosti vroče. Koliko tega sirčka rabva? Tega sirčka rabva, ma tega še malo. Ja. Kaj pa sodniki, recimo, zdaj si se tudi ti si spoznala Mojmirja v tej vlogi. Povej, kako je bilo? Luškan mi je ful. Ja? Da. Tak, ful prijazen se mi zdi, da ima vseeno mogoče malo drugačno vlogo Kobine, ki je bil res ošter. Sicer verjamem, da bo tudi Mojmir lahko zrasel v to vlogo. Ampak znaš, da se on moraš malo spoznavati s kamerami. Sem hotela vprašati, kdo se ti zdi, da je zdaj najbolj? Karim. S tem, da je Karim že ful sezon strok, samo se mu nam mogoče ne zdi tak, ker je bil Bine tak, je bil res jako ošter. Karim je pa letos, mislim, že tak ali tak, dava ful konstruktivne komentarje in se mi zdi, da je tak, zelo mi je všeč, moram reči, vsi tri so mi ful všeč. Ja? Ja, lepo, lepo se prav si podoživela to, kar mogoče bivši tekmovalci, to se redko zgodi, ne? Da se konča in ponavadi imate malo odtegnitvenega sindroma, da konc je... No, kako pa je bilo, kaj je bilo konc snemanja? Ker se navadaš tega, ne? Ful, ti si znaš uncajt, ti si 3 mesece zaprt in ti samo razmišljaš o kuhanju in ti samo kuhaš. In to je to. In znaš, ok, danes bom prišel na snemanje, dalje mi bojo izziv, spet se bom malo tam igral, malo bom pod pritiskom, ampak ti je kul, ne? Točno to, skozi ti dela. Aj, Sara. Skozi ti dela, ne, in pol prideš ven in pol imaš nič za delati, ker pol itak ne smeš delati je prvo, ne, ker se še sezona predvaja pa karkoli. Ampak tukaj, ker ja pa Zala smo se pogovarjali, ker tebi je to tako čudno zdaj, ko si doma, ne, pač ker, to je skoraj kot neka sezonska depresija, ker je pol ničesar nimaš več ne napolnjujete to, se kuhaš doma pa to, ne, samo ni to isto, pa nisi več s tem folkom, ki si bil navajen 3 mesece z njim živeti, ne, in je, lej. V bistvu je v vseh teh šovih je tako, ne, zdaj nekateri ostanejo brez telefona, pa potem pridejo nazaj v ta svet, kjer so telefoni, kjer je spet kaos. Vi pa niste imeli samo to, da ste bili odrezani, ampak ste imeli skozi vas animirali v resnici. Ja, itak. Vas so skozi animirali? Ali smo se pa sami sebe animirali, ne, naš in pol ti prideš, pa res vse ti dajo, ne, in ti moraš pol priti kar nazaj pa nekako spet zase skrbeti. Tam prej si bil okej, pač, znaš, se zrihtaš, si skuhaš, pa to je pa to. Pa imaš pa kar še neke druge obveznosti, ki se moraš spet nazaj privajati, ne. Saj prej si jih tudi imel, samo ne na ta, mislim, ja, pač, znaš, 3 mesece drugače živiš. Si v mehurčku in prideš pol ven in je... Se mi pa zdi, da se je vaša sezona, oziroma da ste se vi, predvsem ti, Zala, Žiga, Nik, da ste se vi štirje zelo povezali. Da. Zelo, zelo povezali. Koliko še kaj sodelujete, koliko se srečujete, družite? Ful. Ja? Da. Jaz smo glih včeraj Zalo, tako da smo tudi delamo na kakih skupnih projektih, Zalo smo jih imeli že kar nekaj skupaj, tudi planiramo še dalje. S fanti tudi se probamo čim več videti, no, koliko se vidimo. Itak je mogoče malo težje, ker jaz sem dal v Bele Krajine, oni so po Ljubljani. Ampak si probamo vzeti cajt, no, da to nekako negujemo. Ker pač vseeno, se mi zdi, da smo se ful povezali in da bi bilo brez veze, da... Lepo, da gojite potem še naprej to prijateljstvo. Povej, kaj je tebe Masterchef naučil, zdaj, če rečeva, ne vem, čisto na osebni ravni, ti kot oseba, kaj si se naučila o sebi v Masterchefu? Predvsem to, da sem itak ful vztrajna, se mi zdi, da sem vseeno skoraj kot tele, ki gre čez zid, znaš, da probam iti vseeno, da sem trmasta, to sem že prej znala. Ampak sem si mogoče tudi dokazala, znaš, da je to, da ni bila to neka moja zdaj želja, ali pa da sem nekaj malo se pokazati na televizijo, ne, ampak da je to neka stvar, v kateri uživam in da predvsem zdaj tudi vidim, ker mi je to job, ker delam to vsak dan, da sem se prav odločila, da je to. Kaj pa kakšen trik iz kuhinje, ki si se ga naučila? Vi ste se vsi v tem Masterchefu se ponovadi vsi veliko stvari naučite. Kaj je tisto, kar ti je res ostala ena stvar? Ali pa več stvari, no? Oh my god. Oh my god. Ne znam. Kaj ti je Zala rekla? Nisem je tega vprašala. Nisem vprašala. Vidiš, ko bi rabila kopirati odgovor. Da. Ne, to je... Neš, ko nisi pripravljala mogoče na kakve odgovore, 100% sem nekaj se naučila, ampak zdaj iz glave... Generalno verjetno imaš več stvari, ki ti je dala ta zadeva. Predvsem organizacijo. To, da je ful lažje, če imaš ti lepo tak
potem po posodicah vse lepo zrihtano in da pol ne pozabiš. Ker sem doma skužila, če si ne nastavim soli zraven, ko delam focaccio, bom pozabila noter dati. Recimo take male stvari. Ne? No, pa se že to je veliko, ja. Ura pravi 8 minut. Odlično, bova pol midve tole odcedile. Ampak morava si vode pustiti. Daj mi še, a imaš spodaj še kako sklečko? Cedila nimava. Ne, tole ima, kak nimava cedila? Tam ga imava pol. To bova tako naredile. A ga vidiš tam? Ja. Au. Imaš? Imaš. Upajmo, da bo še al dente, da nam ni šlo čez. Ok. Takole. No, Ta slaninca bo tudi kmalu. koliko časa se peče ta slanina? Kaj dela? Ta slanina mora lepo spustiti svojo maščobo, pa mora se lepo rjavo obarvati. Ker če imamo take lepe grižljajčke sreče. Grižljajčke sreče, Ja. kako romantično. Naslednji korak, kaj sledi? Naslednji korak je, da bomo to slaninco vzeli ven, jo bomo dali v eno drugo posodico. Noter bomo dali paradajzek, pa ga bomo lepo malo potenstali, da se bo v tej maščobici od slanine kopal. Pa bomo dali noter poper pa čili, ker čili je pač neka glavna stvar te matričijane. Pred koncem bomo dali noter še sirček, malo vodike, pa špagetom zmešali. In to je to. In to je to. Bomo zdaj to. A imaš kak slotted spoon? Slotted spoon. Ja. Ko tale sem, da me lukne. A, Tole, ja, vidiš. No, to je slotted spoon. Samo zdaj s tem po... ti pomagam? Ne. Daj ti poberi ven. No, tako vidiš. Da bo nekaj od tega, da te kaj naučim. Se bojo vsi se križali, ker to delam s tako, da bi lahko nežna sem, obljubim, da sem nežna do ponve. Bravo. Na, tam daj, v ono posodo. Zdaj bomo dali pa... Ja. Glih tukaj potenstamo, da se ta paradajz še malo razpusti. Solile trenutno nič ne bomo. Bomo solile pol proti koncu, ko bomo omako dokončali, zaradi tega, ker je slanina slana. Tole je slano, pa špageto smo tudi skuhali v slani vodi. Dobro. Tako da... Torej se samo malo na hiter ta paradižnik potensta na tej masti. Dodava vse ostale sestavine. Točno to. Vidiš, vsi znaš. Povej, kaj pa je tisti recept, ki ga največkrat pripravljaš? A je nekaj, česar se ne naveličaš? Ali priprave, ali pač uživanje v tej hrani? Ful rada imam rebrca počasi pečena v neki vinski omaki. To mi je ful dobro, ker pride skoraj recimo lička, sem da so rebrca, da so še malo bolj mastna. Lazanjo obožujem, to tudi rada delam. Pa ful dostkrat presenetljivo carbonaro. Carbonaro? To pa res dostkrat, da. Zaradi tega, ker imaš skozi to doma. Mojem je doma dobro. In pol to. Veš pa rada imam tudi azijske, ampak moji se ponavadi včasih malo pol zgražajo. Pa jaz sem taka, da tudi samo vržem stvari v lonc, pa nekaj bo že ven iz tega. Itak, daš malo soje, pa je. Si bolj kuharica slana jedi? Ali... Slana. Ja? Sladko ne? Da, če je treba, ampak ne tako uživam. Recimo v pripravi kakih tort ali pa kaj ta... Ne. Tiramisu rada delam, to mi je kul. Pa te, pač ko imam evente, pa moram delati te restauracijske sladice, to mi je kul, tem ful uživam. Drugač pa... Drugač pa ne. Se pravi, sva dale še poper, čili, malo vode od testenin, da se malo zgosti. Točno to. Še nekaj sem te hotela vprašati in sem v sekundi pozabila, ko sem zavohala paradižnik. Super. Spraševala si me za sladice, ja. Da mogoče, ne vem, tak imam jaz občutek, jaz nisem najbolj za v kuhinjo v tem smislu, jaz veliko rajš pečem kaj, ampak zaradi tega, ker se mi zdi, da peka je
ful ene kontrole. Tam so Detajli so, ja. In se ti ful hitro zgodi, da če ti boš malo po svoje naredil, pa boš dal mogoče malo nečesa manj, da se ti bo ono podrlo. So ene stvari z razlogom tako napisane, ne? Sicer, ja, recimo pri ameriških, če delam kakšne ameriške biskvite, sladice, karkoli, tam vedno dam manj cukra. Ker to je pa taka razlika, sam puter pa sam cukor. To sem hotela reči, da mogoče pri teh stvareh bolj lahko, po domače povedano, freestylaš, ne? Seveda. Nekako lahko rešiš, tam pa... Ker meni je peka, ker nisem tako samozavestna, mi je udobna, ker pač vem, da se moram držati in... Ja, ko dobiš celotna vsa navodila in je to, ne? Ja. Zdaj bomo tle dodali najboljši del. To ti lahko, to sem se pa naučila. V špagete in v omake in take stvari, ki rabiš malo več topnosti, je boljši grana padano, za kakšne rižote je pa boljši parmezan. Aha, kakšna pa je razlika? Topnost, kako se ti stopi pol not. Topnost teh dveh sirov je tako različna, da... Okus je tudi tak. Yes. Zgleda zelo dobro. Kako veš, koliko dodajati vode, koliko mora biti to gosto? Zaradi tega, ker vidim, koliko imam špagetov, pa se bomo pa še po potrebi po mojem mogli še malo več dati, ampak zaradi tega, da se ti lepo prime noter, ampak da ne sme biti pa spet pregosto. Če bo preveč špagetov, jih dava pa manj noter, da ne bo popil vse. Ja, ne, se bomo dodali pa še vode. Lej, to bo super. Izvoli. A mi daš zdaj une... Tole? Tole, ja. Hitro, enostavno, italijansko, čeprav Italijani so itak narejeni na to, da je enostavno dober. Ravno dolce vita, ne? Dolce vita, ja. Tako. Hitro in enostavno, to je najbolj važno, ker danes ne vem, koliko imamo časa, zdaj ful. Premalo. Premalo časa. Pa tudi zaradi tega, ker nas vse tako zanima, pa vse bi radi izkusili, pa si ne pustimo, da se malo vstavimo, pa malo uživamo. Koliko ti pomeni snemanje za družbena omrežja? Koliko dobivaš kakšnih prošenj, posnam to, posnam uno? Nekaj da. Sicer kar po moje selektivno tudi zbiram, zaradi tega, da je res nekaj, kar je logično, da ja delam. Da ni vse povprek, ne? Da ni vse povprek, da. Sicer ful uživam v temu, da snemam za socialno mrežo. Mi je lepo, da objavim kak story, pa tako malo pokažem. Se mi zdi ful tako zabavno bolj, da na tak način neke stvari pokažem, ne. Malo sproščeno je. Pa si predstavljam, da ponavadi za družbena omrežja greš nekaj bolj, kot je tole danes, a ne greš v neke hude kuharije, ali... Oboje. Oboje? Veš, sem za tako stvar, recimo, ful dostkrat, da se pogovarjam s kamero, ne. Take stvari naredim. Če so pa kakšne malo bolj finoče, čem pa da je ful artsy, pa da tako lepo zgleda, veš pa, da ni mogoče kak voiceover ali pa kaj tajega, pa sem skušala, da je ful bolj pali, da če se pogovarja s kamero, pa da čem biti malo bolj fine, pa take stvari. Ja, ker ne bi bil zdaj recept za uspeh na družbenih omrežjih tudi ta organskost, ne, da pač narediš tako, kot je in da je čim bolj iskreno. Točno to. Boš mi dala zdaj posodo, bova tole splejtala. Daj pa probati zdaj to na lepo, če bo šlo. Sicer sem bolj zbrala. No ja, le, probala sem. Lej, pojedli bomo. Itak. To siguren. Stran pa ne bomo metali. Povej, v letošnji sezoni ne rabiš mi povedati, kdo, lahko pa tudi. Imaš že kakšne favorite? Imam enih par, ja. Eni so mi kar luškani, ja. Zaradi tega, ker se mi zdi, da je mogoče vseeno malo prerano, da bi govorili, kdo je ekstra favorit. Da, ampak imam pa. Ja? Ja. Kaj te prepriča pri teh kandidatih, ki jih spremljaš na TV-ju? Da so ful suvereni, pa všeč mi je način, kako razmišljajo, pa tudi mogoče, da so z okusi malo bliže meni. Aha. Da. Se pravi, spremljaš vse, in karakter, in krožnike, in vse. Moraš imeti tudi karakter, da zmagaš. Saj znaš, da moraš vse pokazati. Bomo malo še počistili tole. Pa bomo pa še dala malo sirčka po vrhu. Tako čisti krožniki, a ne? Ja, veš, da. Nekaj, kar na Masterchefu vedno gledamo. Doma nikoli. No, ja, ne. Veš, da najprej z očmi kupiš. Kakšni so plani za naprej, kaj pripravljaš, kaj delaš, s čim se ukvarjaš v teh dneh? Zdaj je itak sezona malo bolj teh cateringov, se mi zdi, odprla se spet nazaj. Tako da zdaj sem trenutno v temu. Pripravljam eno tako prireditev oziroma
nekaj, da se bo lahko jelo. Malo bolj pogosto. Tole, to za enkrat. Ok, super. Ja, jaz upam, da te bomo še kje videli, no? Než dalej. Da spremljamo itak tako ali drugače. Tole bova zdaj poskusili, ne? Ja, seveda. Povej, kako se jejo špageti, samo vilica in žlica? Ja, špaget takrat tudi žlico, znaš? Ja? Da se ne zapacam. Ja, saj to je, ne, da se ne zapacaš. Jaz jem, kukar mi paše, v bistvu znam z obojim. Se mi počasih ne da z žlico, moram priznati. Ne? Ne. Pa se pol pa ob rob krožnika greš pa... Ali pa tako, ne. Si vzela slanino? Bom vzela naknadno. Molto bene. Molto bene. Grazie. Všeč mi je, ker ni veliko čilija, ker ne maram ful pekoče. Je pa zelo dobro. Vidiš, ker si spucala, ampak... Se je že zamazala. Se je že zamazala. Anja, najlepša hvala. Ja, s veseljem. Boš znala zdaj to sama narediti? Bom. To bom pa res znala sama narediti. Bravo. Hvala, da si se mi pridružila. Hvala za kosilo. S veseljem. Te spremljamo in bomo videli. Te bom poklicala na koncu sezone, če je tvoj favorit zmagal. No, dej. Velja. Prav. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Spremljajte nas še naprej. Masterchef Kuhna je tukaj, da skupaj pripravimo kratke, sladke in enostavne recepte.